Poudarki današnjega Pomurskega dnevnika. Čezmejni strokovni posvet DIRDET o razvoju podeželskih središč. V Gornjih Petrovcih se obeta zagon nove proizvodnje. V Miku načrtujejo pestro dogajanje skozi vse leto. Na Štajerski avtocesti je bila danes huda nesreča. Vreme jutri bo zmerno do pretežno oblačno. Spoštovani gledalke, cenjeni gledalci, lepo pozdravljeni. V hotelu Ajda v Moravskih Toplicah je potekal čezmejni strokovni posvet DIRDET, ki je združil župane in podžupane občin, predstavnike lokalnih in državnih institucij ter strokovnjake z področja digitalnega in regionalnega razvoja, prostorskega načrtovanja in razvoja podeželskih območij iz Slovenije in Avstrije. Čezmejni strokovni posvet DIRDET je ključen za neposredno izmenjavo izkušenj med lokalnimi odločevalci in strokovno javnostjo, krepitev čezmejnega sodelovanja ter oblikovanje skupnih izhodišč za nadaljnje projektno in razvojno sodelovanje na področju trajnostnega razvoja podeželskih območij. Projekt DIRDET se izvaja v okviru programa Interreg Slovenija-Avstrija. Gre v bistvu za projekt, kjer v bistvu partnerji med sabo želijo postaviti digitalni dvojček, kjer bi v smislu nekega prostorskega planiranja, načrtovanja, regijskega načrtovanja, v bistvu postavil neke osnovne temelje, preveril jih skozi pilotne aktivnosti in potem bi te zadeve lahko tudi na širšem področju implementirali. Zdaj, naši projekti v bistvu so vsi usmerjeni k temu, da neke stvari preverjamo, ne delamo groznih infrastrukturnih projektov, ravno zaradi tega, ker je denar mali in poudarek je na sodelovanju. Želja pa je, da se znanje ne izgublja, temveč se nadgrajuje. Da tudi, če naš sosed nekaj zna, se mi od njega naučimo, probamo preveriti v praksi to, kar je mogoče na neki strani funkcioniralo, kar pa ni nujno, da vedno uspe. To pomeni, da ti pilotni projekti lahko tudi pokažejo, da se nekaj ne da ali pa je k temu treba pristopiti drugače. In ko imamo enkrat množico teh projektov, imamo tudi veliko množico podatkov, s katerimi lahko kasneje operiramo na večjih zgodbah, se pravi na regionalnih načrtih, in takrat, če jih vzamemo resno in se učimo iz izkušenj, potem lahko v bistvu za to sinergijo v bistvu dosežemo, da zapravimo manj denarja za načrtovanje, da naredimo bolj ustrezne ukrepe in da dejansko potem tudi prebivalstvo ima nekaj od tega mogoče malo hitreje, ko bi drugače, če bi morali začeti, bom rekel, z nekimi osnovnimi analizami čisto na začetku. Največji izziv projekta je digitalizacija in revitalizacija vaških središč ter oživitev praznih stavb. Pomeni digitalizacijo, revitalizacije vaških jeder in povezuje seveda Moravske Toplice v Sloveniji pa Vojsberg v Avstriji. In gre pa za to, da z digitalnimi orodji poskušamo oziroma si pomagamo pri komunikaciji z deležniki za skupen razvoj vaških jeder, kar pomeni, da nam digitalna orodja omogočajo integracijo občanov, turistov, obiskovalcev mesta in hkrati odločevalcev za boljše odločitve na podlagi podatkov, ki jih pridobimo iz realnega sveta. Glavni cilj projekta je izmenjevanje podatkov. Gre za razvoj skupne platforme, digitalne platforme, ki bi pač na vsaki strani meje omogočala izmenjavo izkušenj. To pomeni, da bomo nekatere prakse implementirali iz Vojsberga v Moravskih Toplicah in obratno, seveda pa usklajene z potrebami vsakega tega vaškega jedra. Vsak ima svojo vizijo, vsak ima svoj razvojni načrt, ampak kljub temu delimo si pa turistične takove, delimo si zelene površine, delimo si izzive praznih stavb in te stvari bomo poskušali z digitalnim dvojčkom zajeti, jih pravzaprav kakovostno obdelati in na podlagi tega sistemsko uvesti v to, da bodo občine v prihodnje z tem digitalnim orodjem lahko si pomagale pri boljšem načrtovanju in optimizaciji določenih tematik.
Čezmejni strokovni posvet DIRDET je ključen za neposredno izmenjavo izkušenj med lokalnimi odločevalci in strokovno javnostjo, krepitev čezmejnega sodelovanja ter oblikovanje skupnih izhodišč za nadaljnje projektno in razvojno sodelovanje na področju trajnostnega razvoja podeželskih območij. V Gornjih Petrovcih v nekdanjih prostorih Mode Me & Land bo kmalu s proizvodnjo začelo novo podjetje. O tem, kako lahko to koristi občini Gornji Petrovci, so svoje mnenje povedali kandidatka in kandidata za županjo oziroma župana na soočenju na naši televiziji. Ja, za mene pomeni ne samo odpiranje novih obratov, novih firm, ampak pomeni tudi, da ti, ki delajo v naši občini, obrtniki, podjetniki, takšni in drugačni, da je to dober doprinos tudi k občinskim financam in zaradi tega se tudi čudim, da zdaj tisti, ki so moji nasprotniki, govorijo po občini, da da ne bo noben mogel delati če bo jaz župan, da ne vem, kaj bo, kar je čista norost. Tisti, ki delajo v naši občini, ki stanujejo v naši občini plačujejo davke, in z tega tudi z dohodnine se polni občinski proračun. Ja, strinjam se, da je to doprinos, ampak mi moramo tudi iskati druge rešitve, mogoče sami nekaj narediti na tem razvoju, da sami pomagamo našim obrtnikom in samostojnim podjetnikom, pravzaprav podjetnikom in pravzaprav pa tudi kmetom. Njih ne smemo izločiti, ker oni so tudi naš del naše skupnosti in mislim, da tudi oni lahko nam dosti kaj pripomorejo. Nova proizvodnja tu v obratu, ki je bila Mura, sicer ne vem, kaj se bo delalo in sigurno, če bodo zaposleni naši ljudje, pa bodo nova delovna mesta odprta, je to velik doprinos občine in tudi v občinskem proračunu se bo to poznalo. Samo jaz se bojim, da bo v tem obratu največ zaposlenih Mađarov. Mik v Murski Soboti je aktivno vstopil v leto 2026 in tudi druga polovica januarja je zelo pestra in zanimiva. Da bi izvedeli več, smo v našo družbo povabili Majo Lačen-Škrbič iz Mika. Lepo pozdravljeni. Pozdravljeni. Mik že pripravlja ritmiko in sicer to je nov koncept poslušalnic. Tako, za leto 2026 smo se nekako odločili, da naše klasične poslušalnice zarotiramo, predrugačimo, zato smo naredili nov koncept z imenom Ritmika, z 2 k-jema seveda, ker s tem vabimo obiskovalce, da pridajo v Mik, da poslušajo glasbo in na prvi ediciji Ritmike, ki bo potekala sedaj v soboto 17. januarja, dejansko tudi zaplešajo. Saj bo kot otvoritev Ritmike pričel naš direktor, zato je tudi navedeno v dogodkih, da je to DJ direktor, ker naš direktor ima super okus tudi za glasbo in bo zavrtel to plesno muziko 80-ih od Ultravox Culture Club, Duran Duran in s tem povabil tudi ljudi, da malo zamigajo. Tako je, to se pravi, to je tista glasba, ki je vedno privabila na plesišče z tistimi steklenimi kroglami na vrhu, kot se spomnimo. Tako. Ampak Mik skrbi zelo dobro za družabno življenje, že družabni večer 23. pripravljate. Tako, v petek 23. januarja od 8. naprej, povabljeni prav tako v Mikov klubski prostor na družabni večer. Boste vzeli lahko naše karte, ki jih imamo v Miku, namizne igre in se usedli, lahko pa tudi seveda prinesete svoje, če imate doma tudi kaj, česar mi nimamo seveda, in hangate in uživate. To je tisto, kar sem želel poudariti, to je družabni večer, kjer se ljudje družijo ob namiznih igrah, kot smo jih poznali nekoč, brez nekih telefonov ali pa drugih interaktivnih zadev in preprosto se pogovarjajo ter igrajo to, kar smo se človek ne jezi se, recimo. Dobesedno, človek ne jezi se, monopoli in telefoni res gredo na stran in potem čez 2 uri ugotoviš, ok, koliko je ura, imate še čas, do 1 imamo event. In to je najboljše, kar se lahko zgodi.
Potem pa seveda Stepanca, Volume 3. Stepanca ima že samo ime, dovolj zgovorno. Ja, to je zdaj že tretja edicija Stepance, ki jo pripravljamo v sodelovanju z društvom MC Arts. To je krasen mladi kolektiv in seveda v Miku smo zelo naklonjeni mladim kolektivom. Tako da je tretja edicija seveda tudi tokrat posvečena mladi lokalni sceni in nastopile bodo 3 skupine. Zelo dobro poznani že in uveljavljeni Meč z novo pevko, ki je krasno energična, so tudi nastopili na 30. obletnici odpisanih že v Miku pred 2 mesecema. Potem prihajajo Zbruc in pa Šalamo band. Tako da je nekako energija absolutno na vrhuncu tisti večer. Tako, tudi ime Stepanca, to smo poznali mi, ki smo ne več najbolj mladi, ko smo tresli glave in lase, ki so bili takrat popularni, če so bili dolgi. Potem bomo potovali skupaj še na jug Španije in sicer v Andaluzijo. Ja, v petek 30. januarja bo Renata pripravila krasen potopis o Andaluziji, tako da bomo v tem mrzlem vremenu sigurno začutili tisto andaluzijsko toploto, ogromno sončnih dnevov, nam pa obljublja, da bo pripravila tukaj tudi nekaj okusnega za prigrizniti in tudi neko fino pijačo. Kolikor poznam Renato, bo to izpeljala vrhunsko, približala Malago, Andaluzijo, celotno okolico in morda koga tudi nagovorila, da bo sam zbral pogum in se odpravil v Andaluzijo. Najprej na Renatin potopisni večer, potem gremo pa v Andaluzijo, oboroženi z informacijami, ki jih bomo dobili v Miku. Zadnji dan pa je turnir v ročnem nogometu, tudi to je družabna igra namenjena druženju in zabavi. Absolutno. V Miku imamo že kar nekaj let ta ročni nogomet. Imamo ga preko enega gospoda, ki ga zelo pridno tudi servisira, tako da je pripravljen vedno na nove prijeme, na nove zmage. Zato za ta zaključek januarskega obdobja pripravljamo turnir v ročnem nogometu. Vsa podrobna navodila so objavljena na naši spletni strani in pa Facebook eventu. Pridete malo prej, se prijavite, potem pa gas akcija in pa tudi ene 3 lepe nagrade smo pripravili. Naj bo malo skrivnost, tako da se mogoče malo bolj potegne. In kar mislim, da moramo poudariti, je Mik letos praznuje 30 let in dogodki se bodo odvijali skozi ves čas. Tako. Ja, kot ste že omenili, Mik letos praznuje 30. obletnico in s tem tudi obeležujemo 30 let mladinske kulture v Murski Soboti in nekako programsko smo si zadali, da bomo žanrsko, vsebinsko po mestih delali razne sklope, tako da bo to leto res namenjeno vsem, ki so v Mik že hodili, še hodijo in še bodo prišli. Je kar nekaj novitet v pripravi. Konec februarja bo izdana tudi programska brošura za celotno leto. Imamo še nekaj sestankov v povojih, ampak 90% programa je pa že nastavljenega in bo krasen program. To je treba poudariti. 30 let ni malo in 30 let je treba pošteno proslaviti. Absolutno, se strinjam. Maja Lačen Škrbič, najlepša hvala za obisk in dinamično drugo polovico januarja smo slišali, da pripravljate. Potem se bova pa znova kdaj pogovorila o novih dogodkih in seveda spomnila še enkrat na 30-letnico. Hvala vam. Hvala za povabilo. Na štajerski avtocesti A1 se je danes zgodila hujša prometna nesreča, zaradi katere je avtocesta med priključkoma Slovenske Konjice in Slovenska Bistrica Jug bila zaprta v obe smeri. Po prvih informacijah policijske uprave Maribor sta v prometni nesreči bila udeležena kombi in tovorno vozilo, in sicer Petrolova cisterna. Vozili sta zgoreli, na kraju dogodka pa je potekala obsežna gasilska intervencija. 2 osebi sta se pri tem po zadnjih informacijah poškodovali. Voznik manjšega tovornega vozila, ki je ostal ujet v vozilu, je na kraju nesreče umrl. Gre za prvo smrtno žrtev na cestah na območju policijske uprave Maribor letos. Poglejmo napoved vremenoslovcev. Jutri bo zmerno do pretežno oblačno in po nižinah na severovzhodu megleno.
Zjutraj je bilo oblačno in megleno. Opoldne so v Murski Soboti, Radencih in Lendavi namerili 2, v Krajinskem parku Goričko pa 1 stopinjo Celzija. Jutri ne bo večje spremembe vremena. Najnižje jutranje temperature bodo v severnih krajih od -5 do 0, drugod v notranjosti od 1 do 4 stopinje, na Primorskem od 5 do 8. Najvišje dnevne na severu od 1 do 5, drugod pa od 6 do 12 stopinj Celzija. Najnižje jutranje temperature v severovzhodni Sloveniji bodo v Murski Soboti in v Mariboru 0, na Ptuju 1, najvišje dnevne pa v Murski Soboti 2, v Mariboru 4, na Ptuju pa 3 stopinje Celzija. V soboto bo v notranjosti Slovenije oblačno, na Primorskem pa se bo ob šibki burji delno zjasnilo. Temperature se bodo v naslednjih dneh zjutraj gibale med -5 in 0, čez dan pa med 0 in 3 stopinje Celzija. To je bilo za danes vse, kar smo vam pripravili v naši osrednji informativni oddaji. Dogajanje v Pomurju lahko spremljate tudi preko naše spletne strani ali socialnih omrežij. Hvala za vašo pozornost in srečno do prihodnjič.